Festival najboljših mladih nogometašev Evrope na slovenskih tleh je odprl vrata. Začel se je prvi tekmovalni dan na 4 stadionih. V naši skupini je Poljska med popoldanskim sporedom v Lendavi premagala Belgijo 1:0. Večerna otvoritvena tekma naše reprezentance v 17. Ljudskem vrtu pa je izzvala zanimanje, ki je preseglo pričakovanja. Dvoboj z Nizozemci je v Ljudskem vrtu spremljalo kar 8132 gledalcev, kar je izjemna številka za to starostno kategorijo. Po pogumnem boju pa so izbranci selektorja Miloša Kostića morali priznati premoč favoriziranim tekmecem. Pa zahvalil se jim navijačem, ker so prišli v takem velikem številu, sploh nas bodriti. Bili smo presenečeni. Pa sporočil bi, da bomo zmagali obe tekmi Poljake in Belgice, ampak na tej tekmi smo dali vse od sebe, ne moramo nič reči. Bili so pač boljši, dali smo jim roko in tata. Podoba na tribunah je spominjala na večje tekme na klubski in reprezentančni ravni. Dež je čez dan namočil igralno površino, žoga je hitro potovala in ob dinamični igri ni manjkalo akcij s konkretnim zaključkom. Branilci naslova so upravičili vlogo favorita z zadetkoma v prvem polčasu. Ob uvodnih poskusih je odlično posredoval, toda vratar Gregor Zabret je moral po žogo v mrežo. Ko je Haje ošel po desni strani, prišel do gola in ob podaji v sredino je Vlöt iz bližine poslal žogo čez golovo črto. 13. minuta, gol za Nizozemsko, strelec zadetka številka 9, Raj Vlöt. 13 minutes. Goal for the Netherlands, scorer number 9, Ryan Vlöt. Slovenija, Nizozemska, Nizozemcem je pred odmorom uspelo priti še do povišanja vodstva. Po podaji Marinusa z desne strani je Lumu z 5-6 metrov z glavo usmeril žogo v desni kot. Drugi polčas se je začel z novim upanjem, novim zagonom. Prav v trenutkih, ko se je skušalo spet vzpostaviti ravnotežje, pa so lanski evropski prvaki iz Eura v Srbiji zadeli še tretji. Po akciji z leve strani je podal Lumu, Ake pa je na robu 5-metrskega prostora z glavo zatresel v slovensko mrežo. Kljub zaostanku se naši upi niso predali in med zanimivo končnico smo zasluženo dočakali tudi gol za Slovenijo. Vztrajnost se je obrestovala in po nekaj uspešnih akcijah potrditev truda z učinkovito potezo. Z leve strani je podal Max Barišić, Luka Zahović pa s spretnim udarcem z glavo usmeril žogo mimo vratarja v mrežo. Za največji aplavz med petkovim večerom. Neka mala veselje za gol seveda obstaja, vendar bi ga takoj zamenjal za Pike. Ja, seveda je bilo neverjetno. Vedno sem si sanjal zadeti na Ljudskem vrtu, kajti to je moje mesto, to je moj stadion, to je moj dom. Bilo je neverjetno, žal je bilo premalo za nek pozitiven rezultat, vendar gremo z glavi naprej. Za podvig večje dimenzije pa je zmanjkalo časa. Ostalo je pri častnem golu, ki pa prinaša spodbudo pred nadaljevanjem turnirja. Naslednja tekma slovenske reprezentance v skupini B bo v ponedeljek ob 20:15 v Lendavi proti Poljski. Treba je fante čim prej spočiti, čim prej se treba
adaptirati na novega nasprotnika in upam, da bomo dobro pripravljeni v ponedeljek sprejeli v Lendavi Poljake in šli na 3 točke, kajti vemo, da nam je to naša ključna tekma, če hočemo bero dvigati na ta nivo, da se lahko uvrstimo naprej.